Kljub temu, da je tovarna Magne še v fazi izgradnje, njeni vplivi sežejo daleč. Od drugega zaposlitvenega dneva, ki ga je Magna priredila včeraj, do ugodnih vplivov na samo občino, kjer se lakirnica nahaja. Na občino Hoče - Slivnica. Komunalni prispevek, ki ga je občina prejela, pa je že našel svoj cilj. Upravna enota lahko po uradni dolžnosti pošlje vodilno mapo dotični občini, ker se izračuna komunalni prispevek, ki ga mora investitor pred izdajo gradbenega dovoljenja plačati. Tako je bilo tudi tukaj, sem si še zapisal, 25.8.2017 je bilo plačano 588.890,44 evra, torej gradbeno pa je bilo, mislim, da tam okrog 10. oktobra, malo prej ali malo kasneje, tako da to je bil en izmed pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja. Komunalni prispevek je treba uporabiti za vlaganje v komunalno infrastrukturo. Na občini bodo v letu 2018 investicije znašale nekaj več kot 1,5 milijona. Tako da smo lahko komunalni prispevek uporabili, za to ostale sredstva smo prerazporedili na izgradnjo vrtca v Hočah in manjši del tudi na opremo za prostovoljna gasilska društva. Naslednji komunalni prispevek si lahko na občini Hoče - Slivnica obetajo z naslednjo razširitvijo tovarne, zemljišča za naslednjo fazo pa se že odkupujejo. V izgradnjo komunalne infrastrukture so bila, kot predvideno strani Magne, vključena tudi mariborska javna podjetja. Naslednja faza, naslednji komunalni prispevek. Tretja faza, tretji komunalni prispevek. Tako da tu smo se z investitorjem odlično dogovorili, ker je kljub temu, da je investitor plačal kompleten polni komunalni prispevek, je poleg tega še zgradil cirka 1,1 kilometra transportnega vodovoda FI200 v duktilni jekleni izvedbi in dodatno črpališče, dodatni tlačni vod za kanalizacijo. Slovenske občine so se znašle v situaciji, ko so podfinancirane, tako da Magnin prispevek občine Hoče - Slivnica na nek način samo blaži to podhranjenost. Komunalni prispevek je porabljen namensko, če ga dobimo še več, bomo z veseljem, ne morejo ga toliko plačati, koliko bi mi zgradili. Vpliv Magne se čuti tudi širše, v Mariboru in regiji. To pomeni, da tudi naša javna podjetja bo imela več dela, recimo Nigrad, Snaga, Mariborski vodovod, potem druga podjetja, ki so na teritoriju mesta, Elektro Maribor in tako naprej, tako da sama pozicija tovarne v neki občini, če je to majhna občina sama po sebi, ne pomeni, da je to pridobitev samo za to manjšo občino, ampak je to pridobitev za celotno regijo. Gradnja lakirnice se počasi približuje naslednji fazi. Zunanja dela se vsaj v osrednjem delu zaključujejo, kmalu se v lakirnici pričakuje tudi več 100 inštalaterjev.